Dobar dan vsem. Poglejmo, kako rešiti ulomljeno neenačbo. Tukaj imamo. Vidimo, da v števcu lahko torej, če ni v tej obliki, prostite, če imamo kakšen drug člen, jo moramo pripeljati v to obliko, ker moramo zmeri imeti ničlo na eni strani. Če imamo kak drug člen, ga odnesemo sem in seštejemo vse. Torej, zdaj v števcu vidimo, da lahko izpostavimo vsaj en 2, celo -2. Bom, izpostavimo. Ker tukaj te številske vrednosti zdaj izpostaviti, je boljše jih izpostaviti. Torej, -2, ki množi x na drugo. Zdaj pazimo na znak, ker smo izpostavili minus, tukaj menja minus 3x. Je res, bi lahko tudi izpostavili -2x, ampak tako bomo to upoštevali kot parabolo. Torej, bi lahko naredili tudi tisto. Podobno, v imenovalcu imamo x na drugo -4, razlika kvadratov, bi ga lahko razstavili kot x minus 2 krat x plus 2. Tako bi imeli dva linearna faktorja, ampak tudi tam lahko jo upoštevamo kot parabolo. Se lahko naredi tudi tako. Torej, imamo to večje ali enako nič. In sedaj bomo mogli pogledati znak vseh teh faktorjev. Zdaj ni važno, če faktori so v števcu ali v imenovalcu, ker pravilo predznakov je zmeri isto za množenje in deljenje, ker to, ki nas zanima, bo znak celega tega ulomka. Prav. Torej, zdaj poglejmo te parabole, kot sem rekel, x na drugo minus 3x. Moramo razumeti, za katere vrednosti je enak nič. Sedaj ni treba rabiti formule, ker enostavno izpostavimo x. X, ki množi, x minus 3. Torej, produkt je enak nič, ko en faktor enak nič ali drugi faktor enak nič. Imamo, ko x je enako nič ali ko x minus 3 je enako nič. Minus 3 ne samo na drugo stran, torej ko x je enako 3. Takrat se izniči. Lahko narišemo, skiciramo parabolo, imamo nič 3, parabola obrnjena vzgor, ker imamo enkrat x na drugo je pozitiven, koeficient od x na drugo. Parabola je tako, ti vrednosti y so negativni, t in t so pozitivne. Tako, zdaj podobno za x na drugo minus 4, x na drugo minus 4 je enako nič. Ni treba rabiti formule, celo lahko, kot sem rekel prej, to se razstavi, kot x minus 2 krat x plus 2. In torej imamo, da to krat to je enako nič, pomeni, da ta faktor je enak nič, x minus 2 je enako nič, minus 2 nese na drugo stran, x je enako 2 ali x plus 2 je enako nič, nese na drugo stran, x je enak minus 2. Torej, še zmeraj podobno kot zgoraj, parabola, ki seče v minus 2 in 2 je obrnjena vzgor, znaki so postavljeni na isti način. Sedaj bomo napravili eno črto za vsak faktor, ne glede na to, če v števcu ali imenovalcu. Če imamo neke številske konstante, ki množijo in so pozitivne, jih lahko tudi opustimo, ker ne menijo ničesar v znaku, v predznaku ulomka. Če pa imamo negativne konstante, bi bilo treba jih dati, ker nam obrnejo vse znake, če ne, lahko pozabimo na to. Torej damo eno črto za minus 2, eno za x na drugo minus 3x in eno za x na drugo minus 4. Torej, zdaj moramo dati vrednosti, ki se izničijo te izrazi, torej x na drugo minus 3x v nič in 3. X na drugo minus 4 pa v minus 2 in 2 je važen vrstni red, ne razmerje, ne da so razdalje v pravem razmerju, ampak vrstni red je važen. Minus 2, 2, kot vidite, minus 2, nič, 2, 3, mora biti v vrstnem redu. Tukaj ne damo nobene vrednosti, ker minus 2 je ena konstanta, se ne izniči nikoli, je zmeri minus 2. In potem bomo dali eno črto za cel ulomek. Zdaj, ali napišemo ulomek, ali pa napišemo tukaj tako na dolgo, minus 2x na drugo plus 6x ulomljeno x na drugo minus 4. Torej, potegnemo dol črte, tako. Sedaj,
minus 2 je negativna konstanta, velja, pogledamo prej ničle. Torej, ta smo rekli, se izniči v nič in 3. Imenovalec se izniči v minus 2 in 2. Ampak bodimo pozorni, kjer imenovalec velja nič, ulomek ni definiran, se ga ne more niti izračunati. Torej, tukaj ulomek minus 2 in 2 se ne more izračunati, tukaj ni definirano. Ko pa števec je enak nič in istočasno imenovalec ni enak nič, imamo, da ulomek velja nič. Ja. Tako, zdaj gledamo, minus 2 je negativna konstanta, je zmeraj negativna. X na drugo minus 3x imamo tukaj plus, minus, plus in menja v nič in 3. Tako, po tisti schemi. Tukaj imamo tudi plus, minus, plus in menja v minus 2 in 2. Prav, zdaj, ne glede na to, če je množenje ali deljenje, imamo zmeraj isto pravilo pred znakom, torej minus plus plus mi da minus, minus plus minus mi da plus, minus 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 mi da minus, minus minus plus mi da plus, minus plus plus mi da minus. Sedaj, ta naš ulomek je negativen tukaj, tukaj, tukaj in pozitiven tukaj, tukaj. Pazimo, da tukaj nisem prepisal vrednosti, recimo tukaj je minus 2, nič, 2, 3. Torej, v nič in 3 ulomek velja nič. V minus 2 in 2 ni niti definiran. Torej, sedaj, se vrnemo na začetno enačbo. Nas zanima, kdaj je večja ali enaka nič. Ker tudi dopušča možnost enako nič, rečemo, da bi vključili ekstreme. Ja, ampak lahko vključimo samo nič ali 3. Minus 2 in 2 ne mora biti vključeni, tam se ne mora niti izračunati ulomka. Torej, kdaj je večji ali enak nič, v intervalu od minus 2 do nič, unija, interval od, zdaj moramo popraviti tukaj ekstreme, torej, minus 2 ni vključen, nič je vključen, 2 ni vključen, 3 je vključen. In torej, to je rešitev naše neenačbe, je to. Ja, nič je vključen, 3 je vključen, ja. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.